Zdaj sem pa videl eno grozno stvar. Tamle. Še mi do prijatelja. Je okej situacija. Si mi je zdaj pokazal. Gledajte to čudovito hiško. Tole vse postaja čedalje lepše. Komej sem najdel eno pekarno v tukaj Žabljaku. Včeraj sem jo vse se prevozil gor dol, pa nisem najdel. Zdaj sem pa tole najdel. Prvo sem mogel čakati 10 minut, da sem na vrsto prišel. Tudi taka malo starinska, lepo urejena. No, pol sem pa kupil, mislim, da ful dober burek. Bom povedal, kaj ga probam. Sirov burek. Ko je to? To je ovaj ovdje, tam je ove šmetiće i to je domaća pizza s sirom. Kako je domača? To je ova ovdje. Aha, dajte mi ovo. Tu je sa sirom. Da. Dajte mi ovo. Dajte mi 2 komada. I jedan veliki jogurt. Imamo pola, imam jednika. Zdajle sem še prvič tankal, kar sem na potovanju. Mal žre tale moj Peugeotček, pa še ni bil čist prazen. Tankal sem pa zato, ker jaz sem slabe vole, če imam tam na pol prazen tank oziroma četrtino. Je pa tukaj nafta samo €1,55, tako da to je mislim kar nekaj cenejška pri nas in tudi v Bosni in tako. Tako da to moram pa pohvaliti Črnogorce, da imajo pocen gorivo in mislim, da v nobeni državi ne bo toliko pocen kot v Črni Gori, kar jih bom jaz prepotoval. No, današnji plan pa je, da grem na Bobotkov kuk. To je najvišja gora v Črni Gori. Tako da komaj čakam, 3 ure je do gor. Zdajle gor do enega sedla, tiska sem se že pelal, komaj čakam, fantastično bo. Poglejte, kako lepo se meni začenja dan. Glejte to lepo naravo, pa glejte tlele še lepe kravce. Fantazija, samo to bom rekel in se veselim današnjega dneva. Kaj, kravica? Kako si kaj? Ja, lepotica si. Kako si? Je okej situacija? Ja, si mi je zdaj pokazala. Kaj to pomeni, da si žejna ali kaj? A kar greš, adijo? Stavil sem se še na eni lepi razgledni točki, čist tukaj na sredini ekrana vidite gor avtomobile parkirane, to je ta sedlo in tam je moj izhodišče za najvišji vrh, Bobotkov kuk, najvišji vrh Črne Gore. No, sem se pa odločil, da bom tlele, lejte, tle cesta gre, malo zavetje, nič ne piha, da bom pa tukaj pozajtrkval tisti burek, ki sem ga kupil v pekarni, ker lačen ne bo šlo gor. Tale domači burek je odličen, dober, da sem tega vzel. To je tisti mehak burek, ki se ti kar topi v ustih. Tole, da vam še povem, veste, da zjutraj nisem bil prepričan, če bom šel na ta Bobotkov kuk. To pa zato, ker malo me je v kolenu putika udarila. Majčkeno sem čutil bolečine, pa sem rekel, ne vem, a bo to šlo ali ne bo šlo. No, ampak sem se odločil, da grem, se bo noga že razhodila, saj upam, da se bo, ker bi mi tu pol plane ful pokvarilo, kakor imam planirano. Drugač pa moram majčkeno paziti na to putiko, ja, moram jaz bolj brezmesne stvari, zato sem šel tudi po ta burek. Včeraj sem bil na zelenjavni pici, ker meso najprej te zaradi mesa zagrab, no tudi zaradi drugih stvari. Pa premalo pijem, tako da to moram paziti v budu. Ja, tudi takole se naredi kravice na cesti. Tole mi je pa malo sumljivo, no, prišel sem gor na ta prelaz, ampak mi je vse skupaj malo sumljivo, če bo parkir plec. Vaš cilj je na levi. Evo cilj.
levi sem. Da se nobeno nič ne mudi. Pa da vidimo, če bomo imeli srečo, da bomo najdeli parking. Celo včasih tule je bilo treba plačati parking, glejte. Glejte, bom jaz najdel parking. Akurat se ga bom, ne bom ga. Glejte, da ga ne bom. Ko so ljudje tu tako parkirali, da je tu pukurca vredno. Jaz se moram malo znajdeti. Jaz sem ga takole parkiral in mislim, da lahko čisto vsi vam pridejo, lejte. Tlele je plec za en avto in vsi čisto komod, na te stran pa še bolj v komod, tako da mislim, sem ga dobro parkiral. Pa tudi tako sem ga parkiral, da bom jaz lahko šel ven, če bojo drugi me zaparkirali, ker tu se tudi zna narediti. Lejte, tale Čeh, ki ga tlele vidite, s tole Škodico, je bil tlele z avtom in pride do mene, če mislim te parkirati. Ne, da upa, da nisem hotel tle parkirati, ker on ne more ven. Ni mogel, lejte, tlele obrniti, ne. Placa za avion obrniti, tako da... Aja, vozila je pa ženska, ne. On se je prišel pa pogovarjati, hecen. Sem mogel avto prestaviti, ker sem že gor šel, me pa en tip poteral, da ne smem tam parkirati, tako da sem ga šel sem. Lahko bi ga še naprej porinil, pa ga nisem, ker me kdo zaparkiral, siguren bi me. No, zdaj pa gas gor. Dobrih 10 minut hodam, pa sem prišel semle. Sem čisto točno na višini 2000 metrov. Tu sem se tudi tukaj ustavil, pa da vam tole moram mačkam pokazati. Glejte, kako je lepo. Zdaj, tukaj je bilo pametno največ čelado imeti, ker se greš po tem navpičnem stenam. Samo kakor sem vam povedal že v enem od prejšnjih videov, sem pozabil doma in čelado in varovalni komplet. Kar me sicer strašno jezi, ampak nemam kaj pomagati. No, če me bo kdo kregal, naj pa povem, da sem videl vsaj že 20 planincev, pa tudi en nima čelade, tako da nisem čist črnovca. Tamle gor mi je pa všeč, ko se fino na hiter dvigne, tako da na hiter premagaš, ne vem, 50 metrov ali pa 40. V prejšnjem videu sem rekel, da bo počla tlele gor, ampak sem se zmotil. Pot gre tlele in se začnejo jeklenice in je ful po steni greš. Vam takoj pokažem, kaj pride. Evo, takale je pot. In takale jaz obožujem. Vse sicer mečken sem tle roko dal na desno, da imam tle zajlo mečken na dohvatu ruke, za vsak slučaj, ker če bi dol pol, ne bi bilo glih fino, ne? Ampak, se veselim tele poti. Dobra bo, dobra. Zdajle smo na 2119 metrih. Usul sem se samo za 2 minute, ker sta tle 2 tipa bila, da sta šla naprej, da bom tole posnel. Tako da imam še kar nekaj. Vam moram pa nekaj pokazati. Jaz sem prišel tukaj gor in moja pot gre semle naprej v to smer. Lepo, da nimaš kaj reči. Ampak glejte, ko sem pa tlele gor pogledal, ne vem, če se vidi, ki je malo proti soncu, pa vidim pot, pa zajle čist do vrha. In ko bom šel nazaj grede, grem še ta vrh osvojiti. Škoda bi bilo, da ne bi šel, če sem že tle. Iz tukaj se vidi, kaj je hud vrh, ki bom šel še pol na konc gor. Lejte, so gor tudi ljudje, ne vem, če se vidi, morate malo povečati, če se ne. Tako da tole bo nor dan, sem to lahko rečem. Tole vse postaja če dalje lepše. Lejte, ful dober. Ne vem pa, kje je zdaj ta Bobotkov kuk vrh, a je tistele špička tamle, ali je kaj drugega. Sneg. Se pravi, mogoče sem malo zapit vzel, tako da zdaj ta problem imam rešen. Če bo zmanjkalo, bom nazaj grede si šel tlele mačken snega v flašo vrčite. Drugače pa fantazija.
Mislim, da je tole vrh, ker gor vidim ljudi. Če ne vidim slabo, vidim vsaj 15 ljudi gor. Tako da verjetno bo to, imam pa še kar višinco za narediti, ker zdajle sem se celo dol spuščal kar nekaj časa. Ampak fantazija je tole, tako da tudi tega zadnjega dela, ki bo bolj naravno zgor, se ful veselim. Še enkrat tole je vrh, da se moram zdaj pa kar ene dobrih 50 metrov dol spustiti, pol je pa ful strmina gor. In neverjetno, koliko ljudi gre tu gor. Tamle je pa še en mini jezerček, mečken, za osvežiti se. Vejte, kakšna zanimiva formacija je tale hrib. Mislim, tle nasplošno ful lepo. Kakšno luštno jezero na višini 2063 metrov, oziroma malo manj, jaz sem malo višji, toliko mi pa Polarjeva pametna ura kaže. Zdaj sem pa videl eno grozno stvar. Tamle 30 metrov nižji je ena ženska pala. Nisem niti videl, starejša, mlajša, mislim srednjih let ali pa starejša. Vse krvavo, leži tam, malo je pri zavesti. Je tam ena medicinka, zgleda, ki je imela ful vsega, da je obvila pa to. V glavnem, grozno za videti. Tako da malo mogoče pa tudi meni to opomin, da ni slabo čelado imeti. Ta gospa, če imela je glih po glav razbita tle po vrh, mislim, tle je najbolj povita. Če imela čelado, bi bilo po boljše. Ma ne po 3/4 ali pa 90%. Je pa pala glih na najbolj nerodnem kraju, kjer bi lahko. Tako da se mi prav smil. Ne vem sploh, kako je bojo tu dol dubal, ali bo tu prišel helikopter, ali kaj bo, ne vem, res. Boga ženska. Zdaj pa je bilo dobrih 200 metrov višinskih ful vzpona. Zdaj pa vidite, piha, tako da je kar malo mrzlo. Tle gor je en sedlo, zdaj vem, kako se temu pravlja. Sedlo in tle čez piha, še pa še. Zgleda, da gre tukaj ena pot direkt v Žabjak. Samo mora biti kar daleč, lejte, kje je Žabjak tamle dol. Evo, moj cilj je pa tamle gor. Piše tamle še 1 uro, se mi kar malo veliko zdi, ker tole sem malo pa sem gor, bi rekel. Sem na višini 2440 metrov, Bobotkov kuk je pa 2528, če se ne motim. Lejte, tukaj sem na eni razgledni točki, ki je ful fantastična. Tukaj le dol 2 jezera. Ta levi je bolj mehen, se ga bolj slabo vidi. Tale je pa ogromen, tako da že vidim, da bom premalo časa tukaj v dormitorju. Ampak žal ni za vse čas. Evo, zdaj moj cilj je tamle gor, se mi zdi. Prišel sem iz tele smeri. Tle sem se ene zadnjih 250 metrov ful dvigoval. Zdaj grem pa tukaj naprej, je pot, pa tamle nekako krožno. No, lejte, pa tudi tukaj zanimive stene, zanimivi vrhovi. Tle pa še malo po zajlah. Lejte, zajlo imajo pa tako tenko, po plastiko oblečeno, tako da sploh ni ta prav občutek, ko se primeš. Mislim, ful imaš občutek, da se manj držiš, da ti lahko zdrsne, pa tako naprej. Je najboljša ona surova zajla, neč oblečena, pa malo debelejša. Še tle je tega kar nekaj. Ale za na koncu, bo kar fino. Takele imam rad zadeve. Evo, prispel sem na najvišjo goro Črne gore, Bobotkov kuk. Razgledi fantastični. Tole je vrh. Iz tle dol sem prišel. Lejte, fantastično. Tudi že v knjigo sem se upisal. Malo sicer malo čudno. Tamle v daljavi slišim en helikopter.
Mogoče so to puno gospo prišli, ja, tamle leti, prav vidim ga. Boga ženska, ona, ki se je poškodovala. Tako da fantastični razgledi. Tamle od zadaj je Žabljak in tistole tamle, ki se vidi ten delček malo jezera, sem prepričan, da je Crno jezero, oziroma po naše Črno jezero po naše, po njihovi pa Crno. Tako da ja, tako je to na vrhu. To je ta kraj, kjer se tista gospa poškodovala. Glejte, koliko je krvi. Zgleda, da je mogla prav grozno tole videti. Tle nekje je mogla pest. Glejte, koliko je to vse krvavo. Grozno. No, zdaj, ko sem šel dol, srečam eno punco, pozdravim in mi pol začne govoriti, da je ona tle pomagala. Ona je drugač dohtarca iz Srbije, pa še ena kolegica dohtarca, pa še ena Hrvatica dohtarca, da se je ustavila in so ji pol tu pomagali, da so ji pač kakor so lahko, ne. Helikopter je prišel, sicer je kar dolg časa trajal, da je prišel. Jaz sem bil gor že, ki je prišel, pa sem kar počas gor šel. Tako da je pa rekla ta punca, da je kar fejs poškodovana, lobanjo ima verjetno depočeno, da sigurno bo šla na operacijo. Je bila pa Francozinja, stara 37 let. Tako da v gorah je treba previdno. Ful hitro se lahko kaj tacga naredi, ful hitro, tako da tudi o čeladi bo treba razmišljati, bo nujno. Če bo šel kdaj kdo na Bobotkov kuk, je tukaj, lejte, en križišče. Tle zdaj, če bi šel po te poti, je še ena pot iz Dobri do, celo 15 minut krajša. Mogoče celo lepša. Tle gor se gre naprej za Bobotkov kuk, no jaz moram pa poteljati pa tamle gor. Zdaj, katera je boljša, težko reči. Prišel sem dol do tegale jezera in sem si natočil vode, ker sem v čist prazno flašo. Hvala Bogu, imam tudi magnezij s seboj, da ga noter vržem. Ker magnezij je fino, da te mišice ne bolijo. Zdaj, če ta voda ni pitna, pol ni nobena pitna, tako da mora biti pitna sigurno v teh gorah. Tu je po mojem boljše vode ni nikjer kaj tale. Tako jaz mislim. Čeprav pa dvomim, da je kdo takole v plastenko natoči, jo jest. Še tale moj cilj, tale gora. Če vam iskreno povem, da bi rekel, da grem zdaj gor ful z veselem, ne glih. Ampak, ko bom pa gor, pa vem, da bo ful hudo. Zato tudi pomislim, da ne bi šel. Pa glejte, kako je lepa. Če bi jo vam posnel 5 minut prej, je še bolj huda. Ker sem bil malo bolj, bi rekel, bolj se je videlo, jo, no. Ampak boste videli, gor ful huda je, tako da se splača iti gor. Še malo pa bom na vrhu tega hriba. Razgled spet fantastičen. No pa tole si poglejte. Strmo čist. Še za ptiče strmo. No, razgled pa super. Glejte, tle gor sem prišel. Super. Super, tle pa taka ta prava jeklenica, ko se primeš orenk in če se tu držiš, nima kaj biti. Ni šans, da padeš ali kaj tacga. Še malo pa bom gor, samo vprašanje pol, če glih tlele vrh. Čakajte, da vidimo. Bom pa kar malo stekel. Tole bo najbrž vrh. Ni nič knjige pa to. Glejte, razgled pa opasen. Mislim, nor tle dol ta cesta. Tamle dol je Žabljak. Tle, wow. Glejte tole. Noro, dober. Dober. Zdaj pa veste, kaj je naredil. Glejte, tamle moj avto vidim, da me še čaka.
Se kdo pa bi mojega ukral. V glavnem, s takom pa zdaj naredil. Tlele bom še ta drug bulek pomalcev. A imaš lahko boljšo lokacijo za, bom rekel, tu bo kosil in večer je najbrž, če zdaj burek pojem cel, ne bom več lačen. Tako da, super, ne bom čisto na vrhu, mečkam bom šel dol 5 metrov, tukaj da malo manj veter piha in bom to lepo fino pomalcev. Super bo. Prispel na cilj, kar se planinarjenja tiče. Evo, tle sem zdaj na parkingu, zdaj tle čist prazno. Tole je bil fini trening za prokletje, tis bo pa bistveno bolj naporno. Upam, da bom zdržal, ker, če sem čisto iskren, imam kar dosti danes. Ne bi zdaj šel še kele 200 višinskih metrov narediti. Pri pokletijah jih bo pa treba. Upam, da tudi nam v problemu s putikom, mečken me je zdaj začel kolen bolt in je kar mečken bolj nerodno hoditi. Tablet popustil verjeten, ko sem ga vzel. Ampak do prokletije še nekaj dni. Tako da bo vse dober in bom tudi prišel gor. Nič, zdaj pa do avta pa se spustimo v dolino. Čegav si ti, kuža? Kuža, je kako si lep. Si od koga? Da si tle brezdomci. Upam, da si od koga. Še enega lepotca. Kuža, to lahko pobožam. Kuža, kuža, kuža moj. Kuža, jo, prijatla sem idva. Ja, seveda, sva me vohaš, a? Ja, lep si, res si lepotec. Glejte tega norca pred menoj, konja voz, pa gon, kastu mater, kon kar kleca, tamle na desni stran ima eno čist slabo gumo, čepoč, si sploh ne upam predstavljati, kaj tu bo, pa tudi mečkim bi lahko bil počas pelov, če me ne vprašaš, tako da. Zdaj so tle pa še ene ženske, je pa vstavil, najbrž se poznajo. Ste videli pločevinkoven vrgo? Pločevinkoven vrgo, lejte jo. Ej, kakšna svina, ne moreš verjeti. Na poti gor iz hribu proti Žabjeku sem se ustavil v eni etno vasici. Tole sem že videl, imajo tele končke in te končke, lejte, to kar vsi božajo, tu se kar pustijo. Lejte, kako je lep tale. Lejte, celo enega kozla imajo, pa lejte, ful lepo imajo tle urejeno, hiške lesene, tamle gor tudi neka hiša, tamle igrala za otroke. Ampak ne vem, tu nič ne računajo. Jaz sem mislil, da bo kaj zaračunali, pa kar nič. Evo, lejte, tule pa neke vrste kozo zgleda. Kozliček, kozliček, kako si ki ti, kozliček? Evo začeš. Poglejte tega čista malega, kako je lep. Glejte in ta konjiček, vidimo, če se ki pusti, konjiček, konjiček, mama se boji za njega. Saj smo tle malo tečni vsi. Tle tudi, kakšnemu otroku bilo treba malo ušesi ga, pa ta star kar gleda, pa se smeje, ker tu ne delaj lepo žvalmi. Konjiček, 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 je lepotec, lepi. Evo, lejte, tamle pa... Sem videl prijatelja? Sva? Sva, ne da? Sva, konjiček moj. Lejte, to čudovito hiško. Tamle sem človeka najdel. Veste, koliko tle prenočišče stane? Takili super hiški, ki je fantazija, če mene vprašaš. 9 evrov na noč. Neverjetno. In lejte, kaj je fino.
Nekaj čuden sem v faco, kam je sonce upalo ali se sem tako čudno videl vse skupaj. Dober, nisem zato tole užgal kamero, da bom gruntov ali me je v peklo ali me ni, če me je, me je. V glavnem, no, zaključek za današnji dan bom naredil. Super dan. In tudi vesel sem, da sem šel danes na ta Bobotkov kuk. Namreč jutri imam pa ful eno lepo panoramsko vožnjo in moram iskreno povedati, da bo bolj lahko, kakor je bilo danes. Me pa zdaj začel bolj lev gležen, zgleda se putika preselila z tega kolena v lev gležen. Spet sem premalo pil, pa je mogoče tu problem. Tako da, to je to. Tle sedim pred bajto, sem rekel, še od zunaj tale zaključen video posnamem. Zdaj, lejte, pejte res na moj Instagram. Čudno sonce sije. Pejte res na moj Instagram. Ful lepe slike objavljam. Pa dajte tudi tam me zaslediti. Drugače pa jutri spet nov zanimiv dan in sigurno tudi zanimiv video, tako da ga nujno gledajte tudi jutri, pa tudi, če si do zdaj niste še vseh pogledali, si jih oglejte.